Sarajevska misija se je za vijoličasto odpravo začela s ponedeljkovim dopoldanskim poletom z mariborskega letališča. Na prizorišče povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov je odpotovalo 21 igralcev, dobro razpoloženih in odločnih, da odlično izhodišče z Ljudskega vrta potrdijo z napredovanjem v prestolnici Bosne in Hercegovine. Če so se še pred dnevi prebivalci Sarajeva ob visokih temperaturah zatekali v senco, se je zdaj ozračje ohladilo podobno kot pri nas. Ob prihodu po udobnem 45-minutnem letu se je živo srebro ustavilo pri 22 stopinjah. Po opravljenih formalnostih na letališču se je ekipa napotila v hotel, še pred kosilom pa je bila dogovorjena novinarska konferenca za domače in slovenske predstavnike medijev. Novinarje je najbolj zanimalo, ali se vijoličasta četa zaveda pritiska, ki jo čaka na Koševu. Tako je, mi moramo biti pripravljeni sigurno na bistveno večji pritisk nasprotnika, tudi v Ljudskem vrtu. Skušali so igrati veliko na njihovega napadalca Dilovića, vendar so se manj kot pričakovano vključevali zvezni igralci v napad. Oni imajo to kvaliteto in na svojem stadionu oziroma doma, na domači tekmi, ko imajo tako velik zaostanek, bojo sigurno bistveno več riskirali. To pomeni, da bojo imeli nalogo in krilni napadalci in pa zvezni igralci priti bistveno bliže našemu golu in tu bomo morali biti zelo pazljivi in jasno je, da prostor, katerega bojo puščali, bomo morali dobro izkoristiti. Moštvo železničarja na prvi tekmi ni uspelo pokazati sigurno to, kar so si želeli, jasno je, da so razočarani. Mi smo predvsem v drugem polčasu odigrali izvrstno in naša naloga je, da grejo oni še enkrat razočarani z igrišča. Trener je pripravil igralce tudi na koliso s tribun. Kot vemo, bo 11.000 ljudi in 11.000 ljudi razporejenih nekako po sektorjih. Ne? To pomeni, mi v Ljudskem vrtu igramo evropske tekme pred glasnimi navijači in to nam ne bi smelo delati problemu, niti slučajno. Izkušeni vratar Jasmin Handanović pa je tudi sam potrdil, da ekipa pričakuje tekmo v običajnem ritmu. Vzdušje je primerno tekmi, ki nas čaka, definitivno pozitivno in mislim, da točno se zavedamo, kakšna naloga nas čaka, kakšen nasprotnik je pred nami in ne smemo prepustiti nad slučaju, ampak že od štarta se postaviti tako, da bomo mi tisti, ki bomo odločili v svoji usodi. Do večernega uradnega treninga so igralci imeli počitek in popoldanski sestanek. Z našo kamero smo se sprehodili tudi po mestu. Po vseh nesrečnih, šokantnih dogodkih v preteklosti danes v Sarajevu živi nekaj manj kot 500 000 ljudi. Skuša se poskrbeti za dvig kvalitete življenja, na mestnih ulicah ni redkost srečati tujce. Predvsem znamenita Baščaršija živi s polnim utripom, ne glede na dneve v tednu. Zgodovinsko in kulturno središče mesta je postalo tudi turistična atrakcija in v povezavi s torkovo tekmo si domačini obetajo množičen obisk mariborskih navijačev. Kakšen obisk se na tukajšnjem ne ravno najsodobnejšem objektu obeta strani privržencev železničara je še prezgodaj govoriti. Vstopnice so začeli prodajati šele dan pred tekmo, skupaj jih je natisnenih 11 000. Za vzhodno in južno tribuno, saj zahodna nima dovoljenja za uporabo na mednarodnih tekmah. V želji, da bi imeli čim večjo podporo navijačev, so cene vstopnic temu primerne. Stanejo 5 in 2,5 evra. Za navijače rezervirana severna tribuna po vesteh iz domovine. Ob zaključku prijav za organiziran prevoz bo ekipo v vijoličastem spodbujalo okoli 400-500 navijačev. Prihajajo z dodatno energijo ob spoznanju o prepričljivih 4:1 v Ljudskem vrtu. Kako bo v povratnem dvoboju, bomo videli v torek od 21. Na olimpijskem stadionu Asima Ferhatovića, nekdaj bolj znanem po imenu Koševo. Stadion Grbavica, sicer dom nogometašev prvaka Bosne in Hercegovine, nima licence za igranje evropskih pokalnih tekem in železničar mora vlogo gostitelja sprejeti na stadionu mestnega tekmeca Sarajeva. Igralno površino pri nasprotnikovih sosedih so naši šampioni preizkusili med uradnim treningom. Udarne taktične zamisli so bile izdelane že v domačem okolju, ali bodo kakšne spremembe v enajsterici in kdo bo šel v boj za naslednji krog, bo trener Darko Milanič najprej povedal igralcem.
Omenimo lahko le informacijo o tistem, ki bo zanesljivo zraven. Moštvi bo na igrišče popeljal Dani Makeli. 29-letni Nizozemec je eden najmlajših sodnikov z znakom FIFA in UEFA, ki v nizozemski prvi ligi sodi že od svojega 26. leta. Kdo se bo veselil tokrat po njegovem zadnjem žvižgu? Vsi odgovori v poznem torkovem večeru.